Dober dan, to je N1 studio. Vsako pomlad se spominjamo najbolj prelomnega obdobja v zgodovini naše mlade države, ko se je ta rojevala. Pred tokratnim dnevom državnosti pa bomo osvežili spomin na dneve in tedne, ko so nastajali slovenski državni simboli. Kako smo torej izbrali svojo zastavo, grb in himno, pa tolarske kovance in bankovce, registrske tablice? Zakaj smo izbrali prav te rešitve? Kako to, da so bile sprejete v takšni naglici? Kje se je zapletalo in zakaj? Z nami v studiu je poslanec oziroma delegat takratne skupščine, tudi predsednik podkomisije za določitev simbolov Republike Slovenije, gospod Zvone Žagar. Dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan. Gospod Žagar, zelo zanimivo obdobje, torej ti tedni pred osamosvojitvijo tudi precej napeto, ne samo zaradi grozeče nevarnosti vojaškega napada, tudi politično zelo razgreto, vzrok pa novi državni simboli. Kako je torej v bistvu potekalo delo podkomisije, ki ste jo vodili, kje se je najbolj zapletalo? Podkomisija je bila ustanovljena šele januarja 1991 in prve seje so ravno tako iz januarja. V bistvu v naši skupini se ni kaj dosti, mi smo normalno delali, povabili smo, komisija je bila seveda sestavljena iz političnih predstavnikov vseh strank, parlamentarnih. Povabili smo pa tudi precej veliko število različnih strokovnjakov, med drugim takrat eminentne osebnosti, kot je Bogo Grafenauer, Božo Otorepec, bil je prisoten tudi Niko Kralj, potem Ovsec, Damjan Ovsec in mnogi drugi. Z namenom, da bi pač čim bolj verodostojno ugotavljali, kaj bi sploh bil tisti slovenski simbol, ki ga bi potem lahko dali in ki bi predstavljal in zastavo in grb. Predvsem se je šlo sicer za grb, ampak tudi pri zastavi je že od vsega začetka tudi pri zastavi ni bilo vse jasno, ne? Z izjemo morda pri himni, ki tri stvari smo mi imeli nalogo, mandat smo imeli za tri stvari: zastava, grb in himna. Himno smo v bistvu zelo hitro zaključili in smo rekli, da ne bo kar tako, kot je bila že v prejšnji ustavi Socialistične Republike Slovenije, ne. In smo se potem fokusirali sicer na grb, ampak hkrati je pa tekla tudi zelo močna razprava okoli zastave, ne. Ker že na začetku smo rekli, da bi morda pri zastavi obrnili, zaradi tega, ker gre za novo državo, ker gre za nov prehod, za nov začetek, da bi obrnili te znane slovenske barve navpično. Se pravi, da bi bila zastava bela, modra, rdeča, vendar obrnjena navpično, in razmerje bi v tem primeru seveda moralo biti ne 1:2, kot je ta vodoravna varianta, ampak 2:3. Tako da ta zastava navpična je bila velika opcija, približno polovico članov skupine in sodelujočih strokovnjakov se je zavzemala za to. Ampak kako je pa potem na koncu prišlo do tega, kdo je v bistvu sprejel potem odločitev? Je bilo to s konsenzom sprejeto, da ne bodo navpične barve, ampak vodoravne? Najbrž je bil ravno okoli tega največji spor, bi rekel, ne? Ja, tudi moja intimna opcija je bila navpična varianta. Ravno zaradi tega, da bi na simbolen način tudi pokazali nekakšen prehod oziroma nov korak. Celo nekateri poslanci od takratne opozicije, recimo Franko Juri,
On je bil takrat karikaturist pri Delu, poslanec od ZMS-ja, kasnejši veleposlanik v Madridu. On je bil kot likovnik in ko je videl ta predlog, je rekel, idealna rešitev likovno, brezhibna in marsikdo se je strinjal. Vendar v načelu najbolj so nasprotovali takrat tej varianti prenovitelji z Ribičičem, ki je bil takrat predsednik te stranke. Po eni strani so nasprotovali zastavi vertikalni, sicer oziroma navpični, z ozirom na to, ker oni so nasprotovali zastavi brez grba, vodoravni izvedbi in v nobenem primeru jo ne bi sprejel oziroma ne bi zaradi tega ne bi mogli spremeniti simbole, ker je bila potrebna dvotretjinska večina. Oni so enostavno to, kako bi rekel, blokirali. Razlog, sicer uraden razlog niti ni bil preveč jasen, verjetno zaradi tega, ker je bila pač to v zgodovini že uporabljena zastava, mogoče med drugo svetovno vojno, tudi seveda brez. Po drugi strani pa so nasprotovali hkrati tudi tej navpični varianti, bolj iz proceduralnih razlogov, delno pa zaradi tega, ker bi bila preveč podobna romanskemu tipu zastav, kot je Francija, ne Nizozemska, ampak te države, Italija. Italija ima tudi pokončno, ja. Ampak a so bile še mogoče kakšne druge možnosti, kakšne druge barve v igri? Ne, tukaj smo bili pa enotni. V igri so sicer bile. Predlog recimo od Studia Marketing je bil, mislim, da je bila neka modra barva, enobarvna z nekim zelenim lipovim listom, nekaj podobnega. Ampak to so bili predlogi, ki niso bili sprejeti v nekem številu, ki bi bil omembe vreden. Teh tipov zastav je bilo, predlogov je bilo ogromno. A kaj pa grb? Na koncu je bila izbrana rešitev kiparja Marka Pogačnika, ampak je bilo tudi tu kar nekaj kontroverz. Kaj se je v zvezi z grbom dogajalo? Pri grbu je velik problem. Mi smo potem na koncu aprila nekako bili prisiljeni razpisati en javni natečaj, da bi mogoče na ta način prišli do ene rešitve. Vendar, ker nismo imeli oblikovalcev, je težko reči, oblikuj nekaj, kar sploh ne vemo, kaj je, pa si sicer najprej izmisel, pa še oblikuj to isto stvar. To ni čist delo za oblikovalce, ne. Tako da so bili rezultati, ker nismo kljub strokovnjakom, ne, recimo že omenjena dva akademika, ki sta se zelo potrudila in sta tudi pismeno obrazložila svoje predloge. Potem, ko smo to na Ustavni komisiji nekako pokazali, predstavili te različne predloge, absolutno ni prišlo do nobene, smo vsi skupaj te strokovnjake, ki so si izredno prizadevali, enostavno črtali in to jih je zelo prizadelo. Ker vendar je politiki tako, da ne odloča stroka, ampak politika. In to je pač logično, ampak prav nekako sem čutil, da sta pač oba akademika, ki sta sodelovala, in Oto Repec po heraldični plati in Grafenauer po zgodovinski plati, ne, sta bila izjemno razočarana, ker praktično niti enega predloga nismo sprejeli, ne zdaj, jaz konkretno, jaz sem samo vodil komisijo, imel sem en glas, kot vsi ostali, ne. Tako da smo potem bili brez
neke rešitve in potem smo pač nekako zelo na hitro sicer objavili natečaj v aprilu 91 in potem v maju 91 tudi izbrali sicer od prispelih predlogov niti prva, niti druga, niti tretja nagrada ni bila podeljena. Bili so pa izvedeni 4 odkupi. To se pravi, bi temu rekel potem 4., 5., 6., 7. nagrada nekako ali mesto. No in Pogačnik je bil v bistvu drugi odkup. Po tej logiki je nekako, če bi imeli prvo, drugo, tretje, bi bil on na 5. mestu. Ne? In tudi ta njegov grb ni bil sprejemljiv za praktično nobenega. Zaradi heraldičnih razlogov, zaradi likovnih razlogov. No in potem je nekega lepega dne, mislim, da je bilo v začetku maja, se je Šeligo sestal Rudi Šeligo se je sestal ali srečal z Markom Pogačnikom nekje na kakšnem vrtu tle v Ljubljani, kar sem pa kasneje izvedel in sta se dogovorila, da je bilo dobro, če bi Marko Pogačnik malo bolj obrazložil ta svoj grb in dejansko naslednji dan ali čez par dni v Delu je šel en tak zelo obširen članek o tem in tudi Bučar je bolj nekako že se nagnil k temu, da bi mogoče to bilo. Pravzaprav je bila to mogoče predlog celo Bučarja, da Šeligo, ki je poznal Pogačnika, se z njim malo pogovori. Čim je bila zadeva objavljena v Delu, smo mi že dobili telegram, da je naslednji dan seja ustavne komisije, kjer bomo obravnavali neke predloge. No in tako je potem to nekako šlo naprej. Takrat je bilo še vedno grb zase, zastava zase. Grb še ni bil na zastavi. Potem je pač, se spomnim, doktor Božo Repec je rekel, to je grozno, to niti približno ni po heraldičnih pravilih in tako dalje. In pol je pa povedal kaj in no, Pogačnik je takoj to pol spremenil malo obliko, ščita vrhnji del in dodal je še to rdečo barvo, ki objema ščit in je ustregel tem osnovnim kriterijem, se pravi, da so barve na grbu take, kot so na zastavi. Rdeča, bela, modra. Potem je pa prišlo, po tej spremembi je pa prišlo verjetno potem hitro do soglasja v politiki ali tudi ne? Kar se grba tiče, nekako ja, ampak nikakor ne na zastavo. Takrat so nam rekli na ustavni komisiji, smo delali skozi tako, da bomo imeli to narodno zastavo, da to naša zastava, to je pa grb. Potem pa spet zaradi nasprotovanja določenega dela takratne opozicije, ki ni dovolila zastavo brez grba, kakršnega koli ali znaka. Prej je bila pač zvezda. Je bilo to nekako en tak kupčija med Ribičičem in med Bučarjem, da sta pa na koncu to sprejela, oziroma se dogovorila, mi pa nismo imeli več kaj dost, tako da edino, kar smo še lahko naredili in to tudi smo, kot komisija oziroma skupina smo nasprotovali temu, taki postavitvi grba na zastavo. Sploh, namreč Pogačnik je enkrat prišel v Bučarjevo sprejemnico in mislim, da je bil tam še Pršak, pa jaz, pa mogoče še kdo, se ne spomnim, in je dokazoval, kako je ta rešitev pravilna, vendar z bajalico. Zdaj,
noben od naju dveh, treh ni bil strokovnjak in nismo mogli sploh mu nasprotovati v tem smislu, da bi lahko karkoli rekla, so pač brez komentarja gledala. Zdaj, mi smo kot komisija nasprotovali temu enotno, ne enotno, ampak toliko enotno, da večinsko, ja, seveda. In smo potem jaz sem sklical ene par dni pred osamosvojitvijo eno sejo še dodatno, ki je potem Bučar celo prepovedal. Mi smo to sejo kljub temu imeli. No in takrat point tega je bil, da bi nekako vsaj začel te simbole sprejeli kot začasne. Oziroma z možnostjo, da bi jih dograjevali z leti. To isto se je zavzemalo tudi Društvo oblikovalcev Slovenije, ki ga je takrat vodil Košak, arhitekt Košak. Prvotno smo bili sicer z tem istim društvom precej v sporu, namreč določeni arhitekti so gledali na to naše početje zelo arogantno. Niso želeli sploh sodelovati? Nekateri niso, on osebno je celo odklonil sodelovanje pri komisiji, ki je izbirala na tečajna dela oziroma ocenjevala. Vendar na koncu tudi oni sami so potem, ravno tako mislim, da 19. junija, se pravi par dni prej, zaključili en interni razpis za grb. In so ugotovili, da žal tudi ta njihov razpis ni prinesel čist nič pametnega. Namreč prvo nagrado oziroma prvo mesto je zasedla v bistvu kljuka od Plečnikova kljuka na Nuku, ki je na tem vhodnih vratih so dve kljuke. To je bilo, ampak ni bilo seveda primerna tista kljuka, čeprav je likovno in tako naprej lepa, ni bila primerna za grb. Kakšni so bili pa še kaj drugi predlogi, kaj bi lahko bilo na grbu? Problem ni v teh predlogih, problem je v tem, ker mi še vedno ne vemo in nismo enotni, kaj je tisto, kar nas predstavlja. Ker potem, če jaz rečem oblikovalcu, oblikuj kozarc za 2 deci vode, potem je to jasno. Potem bo lahko nekaj naredil. Če pa ne vemo, kaj sploh naj oblikuje, tako da smo še danes popolnoma na istem, mi še zdaj ne vemo, kaj je tisto, kar nas res predstavlja. Omenili ste že prej v bistvu tudi himno. Zdravljica je bila kot slovenska himna določena že v bistvu marca 1990, takrat je tako odločila skupščina, torej več kot leto pred osamosvojitvijo. In glede tega je očitno obstajalo dovoljšne soglasje, da se potem v bistvu tega niste lotevali, da ste to pustili 7. kitico Prešernove Zdravljice in je to. Moram po prvič povedati, da se ni noben za himno res noben ukvarjal. Smo enostavno zaključili z 2 besedami in smo šli naprej. Ustavna komisija je delala tako nekako, da smo imeli nekakšne skupine, podskupine. Ta skupina za simbole podskupina je bila relativno velika in je imela celo svojo tajnico, to je bila Varja Simčič, in je bila taka, bi se rekel, resna komisija. Bile so pa take ad hoc skupince, komisije, recimo za preambulo, za kakšne take dikcije, kot je ločevanje države od cerkve ali cerkve od države in neke podobne stvari. Tam sem tudi sodeloval noter, je bil takrat kasnejši predsednik Turk, takrat ni bil še Terk. Potem je bil Pršak, pa Anton Stres, pa jaz, recimo, to je bila tak primer take skupince, ki se je ukvarjala samo z enim delčkom ustave.
Bili ste pa tudi član skupine za pripravo novih bankovcev in kovancev pri Banki Slovenije. Kako pa ste izbrali te podobe, ki so nam, v bistvu jih imamo še danes v glavi, pa Kobilca, pa Cankar, pa seveda Prešeren na Juriju, a ne, pa Jurij Vega in tako naprej. Kako ste do teh rešitev prišli? Ja, prvo je, kako sem sploh prišel v to komisijo. Jaz sem enkrat šel, malo me je zanimalo, take stvari so me zanimale, sem šel enkrat Šešoku, ki je bil finančni minister, in sem rekel, kaj je zdaj z tem denarjem pa tako. In je rekel, ok, te bomo dali, in me je dal potem v to skupino, ki sem bil edini od politikov, če tako rečemo. In tam smo delali tajno, to je bilo takrat, je bila v bistvu vojna. In smo se sestajali tam v Banki Slovenije, tam nekje čez eno vežo, noč smo morali hoditi. In tisti je bilo po mojem zelo dobro, ampak naš mandat je bil samo v tem likovni del. Jaz sem se pa recimo ukvarjal, sem hotel pa malo spremeniti tudi menjalno razmerje, ko bo prišlo do tega, in sem se imel celo javni spor z Arharjem okoli menjalnega razmerja. Namreč postavili so tako menjalno razmerje, da tisti naši bankovci, tudi kovanci, so bili bistveno 10-krat več so stali, kot so imeli nominalno vrednost, ker so jih tako, kako bi rekel, postavitev je bila taka. Drugač pa, tam smo bili pa precej enotni, moram reči. Mogoče zato, ker ni bilo politikov, a ne? Ja, tam je šlo pa zelo lepo in moram reči, da to je, tudi mandat za ime nismo imeli, ta komisija ni imela mandata za ime, določene imena. Mi so potem, ko je skupščina to na eni taki skupni seji takrat, ko so bili 3 zbori, sprejela ta ime, potem je seveda samo so ti oblikovalci to vnesli, da bo vse. Mi smo imeli izključno samo nekako organizacijsko, pa kdo bo tiskal, neka škotska inštitucija je to, takrat smo imeli pogodbo z njimi, pa likovni del, pa kdo bo na katerih bankovcih, kovancih in tako naprej, kako bo to je bil naš. Ampak je šlo gladko to, kdo bo to na je katerem šlo, bankovcu? Po mojem mnenju izjemno dobro in sem prav vesel, da tudi rezultat je bil dober. Ne samo, da je bil ta novi tolar za moje pojme izjemno likovno uspešen, če tako rečem, uspešen je bil tudi finančno. To so se najbolj bali, to se je banka, oziroma Arhar takrat izjemno bal, kaj bo, to bo ponarejeno, ne vem kaj. Že pri bonih je bilo isto, sem sodeloval namreč od bonov naprej. Kaj pa avtomobilske tablice, tudi to je v bistvu del te zgodbe o naši osamosvojitvi, a se je tudi tukaj zapletalo? Presenetljivo je, to smo spet zelo hitro, leta 90 že, čim so nas potrdili mandate in tako naprej, sem jaz že predlagal, to je bil spet moj predlog, novo tablico, ki smo jo uradno vložili mislim, da na začetku ni bil vložen po vseh pravilih, v glavnem smo vložili mogoče na ministrstvo takrat na sekretariat za notranje zadeve in so odgovorili, da pač to ne gre. No, pa sem pa jaz kljub temu uradno to vložil. Če si hotel uradno vložiti kakršenkoli predlog za spremembo zakona, so mogli 3 poslanci, vsak iz enega zbora, vložiti to v skupščinski postopek. In to smo storili in potem je prišlo to na odbor za notranjo politiko. In presenetljivo sprejeto. Predlog sprejet, celo takratni poslanec zbora Združenega dela, polkovnik ali nekaj podobnega, Aksentijevič, je bil za, oziroma ni bil proti. Tako da potem je šlo to, tablica je pravzaprav skoraj zelo podobna predlogu, današnja tablica, razen da je bil predlog mogoče še na nekih škodah, da ga nisem pač
ga nisem, ker je originalno še zmeraj obstaja. Ena črka, ne, namesto C. Velika mesta ena, zdaj, če bi bilo na C več mest, ne, potem bi pač imeli tudi naslednja mesta bi imele pač dve črke, ne. In pod zraven recimo celjska tablica je imela spod še en slogan, vse tablice naj bi imele slogan, recimo celjska je imela dežela celjskih grofov na spodnji črti. Se pa v bistvu menda pojavlja tudi nekaj mitov v zvezi z nastajanjem državnih simbolov. A se morda spomnite kakšnega najbolj izstopajočega, ob katerem tudi vi povzdignete obrv, da to pa res ni tako, kot se nekje govori, kako je bilo takrat? Ne vem, kaj bi se govorili, kaj mi lahko namignete. V zvezi s temi predlogi, odkot so prihajali, kdo je v resnici odločal o tem, kdo je bil tisti, ki je imel zadnjo besedo o tem, kakšni simboli naj Slovenijo predstavljajo v svetu, nastajajočo državo? To še enkrat moram povedati, mi tega še danes ne vemo. To, kar smo sprejeli takrat, je bil pač ena rešitev, ki je taka, kot je, in ni tisto, kar bi naj bilo, in nobeden od teh, ki so sodelovali, tudi delno člani, nismo s tem zadovoljni, ne. In ravno to bi bilo potrebno še z nekim postopkom v naslednjih letih zelo počasi nekako pripraviti javnost. Najprej bi mogel biti nekdo, ki bi se s tem kot zainteresirana javnost ali oseba s tem ukvarjati, in potem počasi pripraviti javno mnenje do tega, da bi bilo morda potrebno kakršnakoli sprememba. In to bi se dalo izvesti, vendar verjetno v roku kakšnih 10 let. Šele pol, ki bi bilo v javnosti dozrelo neki občutek, da morda bi bilo pa koristno, šele potem bi se lahko vključila politika, ker politika to hitro se odloči, ni nobena težava. Če gre za, recimo, Niko Kralj je imel izjemno veliko željo, da bi bili ti naši simboli kvalitetni. Tudi potem, ker nismo uspeli, da bi karkoli, vsaj začasnost uvedli, je predlagal, da bi ustanovili v Sloveniji, oziroma da bi izdelali likovno ustavo, če se ne motim, je taka njegova formulacija bila, kjer bi nekako poskušali še enkrat na mal daljši rok ugotoviti, kaj je tisto, kar nas sploh predstavlja, in kar je sprejemljivo za vse. Ja, v bistvu kar nekaj kritik je bilo glede in zastave in grba, da nista dovolj prepoznavna, da ne izstopata v družbi podobnih zastav, kot je denimo slovaška, pa seveda ruska. Spomnimo se primer, ko je slovenski odpravnik poslov zdaj po začetku ruske agresije Boštjan Lesjak prišel v Ukrajino, v Kijev, se vrnil in je potem moral slovensko zastavo dejansko spustiti dol. Z droga smo pa imeli v začetku novega tisočletja celo resen poskus v parlamentu, da bi simbole spremenili. Kako ste vi videli te poskuse? Se s temi pomisleki v bistvu strinjate po vseh teh letih? Jaz pač sam vem, že takrat sem to vedel, da rešitev je daleč od idealne. Nažalost, ker mi smo le po umetniški, imamo precej umetnikov, precej likovnih, dobrih, kvalitetnih, in bi se dal narediti vsaj likovno neki, da bi nekako izgledali. Jaz sem bil že takrat nezadovoljen in večina članov te naše skupine, vendar v politiki je tako, da en sam ali pa neka skupina ne more nič. In takrat je bila rešitev taka, kot sem že povedal, in je bilo zadeva ad acta.
Takrat, kot ste vi omenili, so v skupščini potem leta 2006 nekaj takega, ne? To je bilo okoli 2-3. 2-3 so nekaj poskušali, vendar seveda skupščina ni oziroma državni zbor ni pravo mesto za to. Ja, bolj na strokovni ravni verjetno. Po mojem bi morali obratno iti, ne pa zelo postopoma seveda, in potem, ko bo pa politika videla, da je to mogoče res, potem bo pa veliko lažje, ne? Ja, pa se vam zdi vseeno, da smo po 32 letih Slovenke in Slovenci vendarle ponotranjili te državne simbole, da jih dojemamo kot nek temeljni del naše državnosti, da jih dovolj spoštujemo, ne? Vidimo ponavadi, ljudje ponosno vihrajo z zastavami praktično samo ob kakšnih velikih športnih dogodkih. Spomnim se takrat, ko smo postali evropski prvaki v košarki v Istanbulu, ko je praktično cela dvorana Sinan Erdem je bila ena sama velika slovenska zastava. To so tisti trenutki, ampak se vam zdi, da smo jo, čeprav takrat, kot ugotavljamo, z njo skoraj nihče ni bil zadovoljen, zdaj jo pa ponotranjili in zastavo in grb. Malo vsekakor, ne. Jaz tudi osebno uporabljam zastavo ob pač določenih priložnostih in tako naprej. Malo ja, mogoče navzven samo pri teh velikih dogodkih, verjetno pa premalo, ne, ker je nekako dostikrat se mogoče tudi recimo državne inštitucije in tako naprej še vedno se kje najde kakšna zastava, ki jo ne znajo niti obešati, ne. Obešati to našo trenutno zastavo, na katerem druge nimamo in jo moramo biti pač kakorkoli ponosni na njo. Jo še zmeraj nekateri obešijo tako, da jo obrnejo in jo dajo na neki drog. To je isto, kot če bi perilo obešal, ne. To ni obešanje primerno. Vedno se zastava obeša na drog, ampak tako, da seveda plapola v vetru. Nikoli na neke horizontalne podstavke. To nam še zmeraj manjka, so še šole nekatere, tudi zdaj, kar se tiče vladnih ustanov, so zdaj že pogruntali, da to ne gre, da ni dobro. Potem je druga stvar, ki je pri zastavi tudi važna. Zastava obledi. In če imaš ti policijski čoln, pa se vozi eno leto, tista zastava je treba zamenjati, ne pa jo pustiti gor, ne. Plus tega zastava mora biti primerno velika. Mi imamo zakon, po katerem, zakon je meni se zdi takrat pripravljalo Ministrstvo za finance, po katerem so določene največje možne zastave, recimo pri plovilih. Morale bi biti v bistvu določene najmanjše možne zastave, ne pa največje. To se pravi, če imaš malo večjo zastavo, te praktično lahko kaznujejo, ker si izven meril, ne. To so take stvari, ki se vidi, da smo nekako na začetku poti, kar se tega tiče, in da nimamo te zdrave pameti v izobilju, ampak zelo malo. In verjetno je to seveda tudi posledica tega, da je bilo vse skupaj sprejeto v takšni naglici. V bistvu takrat v tistem času se je mudilo zadnji dan, ne, preden je bila razglašena v skupščini slovenska samostojnost, ne, je bil sprejet ta amandma C oziroma 100, ne. To je res, ja. To je res. Dan pred osamosvojitvijo, ki je pred proslavo, to je bilo v sredo 26., v torek 25. smo imeli generalko na tem. Je bila generalka, jaz sem bil slučajno tam in je bila ta zastava ista obešena še brez grba, ne. Tako kot tista na Triglavu, ne, na vrhu Triglava, ki so jo fantje gor nesli. Res zelo zanimivi trenutki in gospod Zvone Žagar, najlepša hvala, da ste prišli in odstrli morda tančico tistega časa, kaj se je dogajalo. Najlepša hvala za vaše gostovanje in vsa pojasnila. Hvala za povabilo.
Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. O vseh podrobnostih v zvezi s tem, kako bomo letos v Sloveniji praznovali Dan državnosti, 25. junij, boste seveda izvedeli na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.